Spoštovane kolegice in kolegi, Zdravniška zbornica mora po svojem poslanstvu skrbeti za svoje člane. Namenjena je temu, da zdravniki pomagamo, podpiramo eden drugega in če je stavka, je prav gotovo situacija, kjer to vsi skupaj še posebej potrebujemo. Poleg tega seveda se tudi Zdravniška zbornica kot organizacija mora zavzemati za pravice zdravnikov, za njihov delovnopravni položaj in ena od teh pravic, ki je videti zdajle neposredno ogrožena, je v bistvu pravica do stavke. Stavka je bila omejena v Sloveniji v primerjavi z drugimi evropskimi državami že precej pred to trenutno stavko. Sprejet je bil en interventni zakon, čakamo še naslednji zakon, ki nam bo to še dodatno omejil. To je nekaj, kar je v evropskem merilu neprimerljivo. Prejšnji teden smo gostili v Ljubljani zvezo predsednikov evropskih zbornic in podobnih organizacij. Razgovori s številnimi kolegi so pokazali, da so naravnost presenečeni, v bistvu razočarani nad to situacijo v Sloveniji, ker so imeli Slovenijo in tudi mi sami zdravniki smo radi na to ponosni kot za razvito državo, za neko tudi napredno medicino. Namreč v mnogih evropskih državah zdravniki stavkajo tako, da jih enostavno ni. Mi tega nočemo, čutimo se odgovorne, čutimo se nekje osebno prizadete in zavezane, ker smo res zavezani svoji etiki, ampak treba je nekaj pogledati. Zdravnik je etičen, mora biti etičen, kadar obravnava konkretnega bolnika. Ne more pa z neko etiko vzdrževati zdravstvenega sistema v državi. Tukaj morajo imeti svojo etiko in moralo odločevalci. Obraniti se moramo teh neprijetnih, čustveno obremenjujočih občutkov, da smo mi krivi, da smo mi neetični, ker stavkamo in stavkamo na v bistvu dosti mil način. Tudi dolgoročno, če pogledamo, kaj se bo z medicino, z zdravništvom v Sloveniji zgodilo, če bo šla situacija naprej tako, kot kaže, če ne bo nobenega posluha za nujne spremembe, v katerih bi lahko delali bolje in tudi živeli bolje, potem bomo verjetno se organizirali drugače. Zdaj, kaj se bo zgodilo na ta način z določenimi zdravniškimi delovnimi mesti, je vprašanje, ampak tisto, kar moramo mi ohraniti, je svojo visoko usposobljenost in svoja moralna načela in pač etični odnos do vsakega posameznega zdravnika. To lahko gojimo in izboljšujemo znotraj svojih zdravniških organizacij. No, in če omenim še enkrat ta stalni komite evropskih zdravnikov, torej tako se imenuje ta organizacija, ki je imela sestanek prejšnji teden. Slogan te organizacije zdaj v zadnjem času, ki je tudi ponujen na bodoče evropske volitve, je več oziroma dovolj zdravnikov, ki morajo biti dobri, vedno boljši in ki morajo biti srečni v svojem poklicu. Mislim, še z eno tako mislijo, ki ni prav preveč prijetna, bi zaključila. Namreč trenutno je medijski pogrom nad zdravniki in odnos vlade kakršen je. Ampak kje ima ta družba garancijo, da to jutri ne bodo učitelji, sodniki, katerakoli poklicna skupina? Torej, živimo v res ne preveč prijetnih časih. Ampak nič hudega, ohranjamo pač svoj poklic, ki ga bomo opravljali kadarkoli. Hvala.